jo bo profesor Darja Mihelič z Zgodovinskega inštituta ZRC SAZU. Mislim, da vam naši kolegice potrebujem posebej predstavljati. Ona bo več povedala o otrocih v izročilu slovenskih ljudskih pesmi. Lep dobro vsem. Hvala za spomenuti možnost, da tukaj predstavim eno tematiko, ki je v mojih raziskavah pravzaprav nova, doslej me poznate predvsem v srednjeveških temah, no tokrat sem pa skočila čisto neko drugo vrsto vira, kot vidite v slovensko ljudsko pesem. Najprej se moramo vprašati, kaj slovenska ljudska pesem je. V bistvu gre za peta besedila, mi imamo ponavadi objavljena, pa pozabimo, da so se besedila prepevala in so se nekako s tem petjem, z ustnim izročilom prenašala iz roda v rod. Vzporedno s to tradicijo ljudske pesmi skozi čas je pa potekala tudi njena, lahko rečemo temu, difuzija znotraj prostora in prostor, ki ga mi obravnavamo v naših ljudskih pesmih, je predvsem prostor slovenskega, deloma pa tudi hrvaškega govora. Če se vprašamo o ciljni publiki, o tem, koga pravzaprav ljudska pesem nagovarja, ugotavljamo, da sicer omenja gradove, grofične, plemiče in podobno, in vendar po svojem preprostem besedišču nagovarja predvsem preproste ljudi in ne družbenike. Kdo si je pesem izmislil? Prvotni ustvarjalec ljudske pesmi je praviloma anonimen. Njegov cilj pa ni bil ustvariti neko literarno vredno besedilo, ampak je v mnogih primerih njegov cilj poučen. Mnoge pesmi predstavljajo nekak zgled ali eksemplo, življenjsko vodilo in očitno imajo te pesmi formativno vlogo in skušajo v bistvu uravnavati sobivanje ljudi v skladu z običaji in upeljavati nek kolektivni red. Vsebina pesmi se nam zdi pogosto verodostojna. V njih se skoraj redno omenja konkreten kraj, osebe so v njih omenjene za imeni, imamo Minske Janeze in podobno, Urške. Skratka, se nam zdi, da je to pa se nekaj zares da govori pesem o konkretnem dogodku. Vendar pa je treba to pripoved ljudske pesmi predvsem razumeti kot neko analogijo vsakdanjega življenja in ne kot poročilo o resničnem dogodku. Lahko pa je seveda pesem odmev, daljni odmev takega dogodka, ki se je ohranil v spominu ljudske pesmi skozi nekaj rodov. Tudi analogija dogodkov pa ob kritičnem zgodovinskem pretresu lahko daje določene odgovore na nekatere pojave vsakdanjega življenja. Tisto, kar recimo v pesmih ne smemo smatrati kot nekaj povsem resničnega, je njihova pogosta brutalnost. To vrstno izročilo, kruto izročilo ljudskih pesmi je potrebno sprejeti z veliko mero previdnosti. Človeški spomin seveda si ne beleži sidega vsakdanjika, ampak ga nekje spodbudi razborljiv dogodek. In tak dogodek nekje tudi je na začetku takega ljudskega izročila. Pesmi pa pripovedujejo tudi o obče človeških pomembnih temah določenega časa. Zgodovinar lahko iz njih izlušči značilnosti življenja. Te značilnosti so pa pogosto v pesmi omenjene zgolj slučajno, zlasti pa nehoteno. Vsaka pesem v našem ciklusu bi bila vredna posebne obravnave. Lahko je to literarna, lahko je jezikoslovna, lahko je vsebinska, lahko je primerjalna. Po drugi strani pa bi morala zgodovinarja zanimati predvsem sprememba ali niansiranje ljudske pesmi v času, da ljudska pesem doživlja svoj razvoj in spremembo. Kajti taka sprememba nam kaže na nekaj, kar jo je povzročilo. In če se o tem vprašamo, dobimo neke podatke o tedanjem življenju.
Raziskava, ki sem jo pripravila, temelji na objavi slovenskih ljudskih pesmi slavista jezikoslovca in narodopisca Karla Štrekla. Pesmi, ki omenjajo otroke, razvršča po starosti otrok. Najprej so na vrsti pesmi, ki govorijo o nosečnosti, o pripravah na rojstvo otroka, o pričakovanju, o bojaznih v zvezi z njim. Sledijo potem pesmi o dojenčku in otroku v prvih letih starosti, potem o času odraščanja, ko je bil otrok po ljudskem izročilu pogosto deležen nepopisnih surovosti se strani odraslih. Zadnji pa je opis obdobja zrelega otroštva, tako sem ga poimenovala, ko dekleta in fantje zahajajo na pota mladostne ljubezni, trpijo zaradi dogovorjenih porok ali morajo zaradi odločitve staršev v samostanu. V obravnavo nisem vključila pesmi otroške, ki jih pojejo otroci za zabavo in uspavake. Žal mi je za te pesmi otroške, da bi prišle v popolnoma drugačno obravnavo, ne sodijo v kontekst. Bi pa bile silno pomembne na tem razborovanju, zato ker pričajo o otroku kot stvaritelju, kot otroku pri igri, naprimer Ajpetr Drmos. Take pesmi so otroške, samo kot rečeno, to bi bilo treba pripraviti v okviru ločene obravnave. V zakonu rojene otroke razglaša slovenska ljudska pesem za Božji blagoslov. Naprimer, Marija gre na romanje in nese Kristusa dojenčka. Ob poti sreča dekleta in jih prosi, da naj pomagajo nositi tega otroka. Županova hči pravi, da ne bo pomagala, ker češ, da se bo umazala. Pač pa ji pomaga siromašno dekle. Zanimivo so nagrade, ki ju pesem obljublja, to je ta nauk. Županova hči bo dobila na tem svetu veliko bogatstva in nič otrok, na onem svetu bo obljena, sirota, oziroma ta siromašno dekle, bo pa na tem svetu dobilo nič bogatstva in mnogo otrok, na onem svetu jo pa čaka zveličanje. Torej, nauk iz te zgodbe odseva resnično življenje. Ubogim na tem svetu ne obljublja blagostanja, ampak kup otrok, v uteho in pa ponuja nebesa na onem svetu. V času, ki ni poznal kontracepcije, je prihajalo tudi do nezaželjenih zunajzakonskih zanositev, ki jih je skupnost stigmatizirala. Več pesmi vključuje svarila dekletom pred izgubo nedolžnosti in nosečnostjo. Tukaj je prikrih primerjav veliko, ampak za primer tiste kažejo, kako je bilo lani in kako je letos. Lani sem s pantami drkala, letos pa zibiko je drkala. Lani so mi rekli, pojd ga pit, letos pa pravijo, piš me v rit. Lani si nosila rdeče pušelce, letos pa mlečne cizeje. Nosečnost in porod sta bila v srednjem in tudi novem veku, sta bila življenjsko nevarna tako za mater kot za otroka. Kako naporen je mogel biti porod? Govorijo razne pesmi o porodnicah, ki so rojevale teden dni ali dva. Strah pred porodom pogosto botruje za obljubam nosečnic, ki so še nerojene otroke obljubljale oziroma namenjale za Božjo službo. Med ljudskimi pesmimi so tudi številne priprošnje za porodnice. Dejansko je tedaj tretjina porodnic umrla na porodu. In s tem v zvezi je zanimiva priprošnja Marije pri Jezusu, ko ga prosi za 3 porodne žene na zemlji in on pravi, 2 bom pustil, 1 bom povzel k sebi. Skratka, tretjina. Pesmi omenjajo tudi konkretne smrti ob porodu, navadno, kakšna smrt nastopi leto dni po poroki. Se pravi, ko je potem ona zanosila nevesta in ni preživela poroda. Nekatere pojejo v primerih, ko so porodnico živo zakopali in je rodila v grobu. Tukaj si nisem znala povsem pojasniti, kaj ne bi to pomenilo, razen da so predvidevali, da bo sta oba umrla in da bo otrok mrtev in da bi šel nekrščen v nebesen, da so ga zato kar pokopali za materjo vred. Več pesmi omenja smrt dojenčkov, celo umor še nerojenega otroka, ki ga izvrši otrokov oče, na pobudo zlobne matere oziroma tašče te nosečnice.
Matere so zaželene dojenčke dojile, jih povijale v plenice, jih pestovale in zibale v zibelki. Uspavale so jih s petjem, vse to je dokumentirano mimogrede v ljudski pesmi. Vsi otroci, zlasti nezakonski pa, kot rečeno, niso bili zaželeni. In nezakonska mati, na primer, v pesmi toži, da jo je fant pretental, ker je ljubitelj v pijanju in v mojo dušo v kanju. Zdaj pa domači ne marajo, dekleta pa se jih posmehujejo. Ampak preproste nekatere dekleta, ki pojejo te pesmi, so pa kar podmladka kar vesele. Naprimer, kaj maram, če sine kaj imam. Tudi tukaj je vedno govora o sineku. Samo v enem ali dveh primerih sem zasledila deklico ali Lidiko, se imenuje. Si vzib, ampak da nadaljujem, kaj maram, če sineka imam, si vzibel, ko sedem, mu zizati dam. Včasih so pa matere dojenčke tudi zavrle ali zapustile, tukaj je znan motiv lepe vide, ki jo je zamorec zvadil prek morja, dojiti tujega princa. Skrajni primeri ravnanja z dojenčki so pa detomori. Pesmi s tako vsebino izredno veliko in domnevamo lahko, da so bili detomori v tem času dokaj pogosti, največkrat so jih pa zagrešile nezakonske matere. Kaka mati je bila stigmatizirana, živela je v sramoti in se je zaradi tega v obupu otroka znebila. Nezakonsko mater, detomorilko, srečamo na Dolenjskem, Gorenskem in Štajerskem, povsod skratka. Kaj se je Urški primerilo, da je imela sinka? Kakor hitro ga je imela pred svoje zavila vrat? Več variant pesmi poje o zavrženem, nezakonskem otroku, ki se je pojavil na poroki svoje matere, ki se poroča kot devica z veričkom in on je tam razkrinka in izkaže se, da je bila detomorilka in da bo za sabo že kar nekaj takih nezaželjenih porodov. Lezi nad ženo v nekaterih primerih zagrešil detomor oče, to so redki primeri in sicer tukaj gre za primer motiv povodnega moža in trdoglava tudi v motivu povodnega moža. Povodni mož je na plesu ugrabil Miciko, vas tukaj na Urško spomnim slučajno, rotila ga je ne pusti domov, ampak on jo je obiskat mater, on jo je pustil šele, ko mu je rodila sinka in ko se ni želela od matere vrniti nazaj k njemu, je otroka pretrgal na pol. In podobno je inačica v Trdoglavu, ki je kot otroka ukradel bodočo mater svojega otroka Marjetico, rodila mu je sina, šla obiskat mater in ker ni želela nazaj, ga je ubil. Trdoglav se močno razjezi, prime otroka za pete, udar ga per hišjo v ogled. Otrok je bil tudi pogosto razlog in žrtev družinskih tragedij, ki jih ponavadi povzroči prešuštvo enega od staršev. Kot detomorilka otroka svojega moža se pojavi, otroka, ki ga je imel z Majarico, z dekletom z predstave, mož grof, se pojavlja grofica, no, potem jo grof zakazan kaznuje in jo tudi ubije. Potem grof, ki je po daljši odsotnosti prišel nazaj domov, najde ženo, ima poldrugo leto starega dojenčka, po drugi inačici ima 2 sinka in zakazan mater teh 2 otrok, ki je v njegovi odsotnosti prešuštvovala, ubije. Starši so odločali v življenjski poti otrok. Poroke za dekleta so pogosto sklepali, takrat, ko so še ležale v zidki. So te mamce obljubili, ko še so zidki gva. Usoda teh deklet je praviloma tragična, bodi si, da so žrtev zlobne tašče ali pa svojega moža, no, primer take dogovorjene poroke, ki ga vsi poznate, je na primer mlada Breda. Marsikateremu potomcu so starši namenili duhovni poklic. Večkrat se omenja tragična usoda mladih nesrečnih nun, moških v duhovnem poklicu samo v enem primeru. No in nauki in spoznanja, ki jih sporočajo te pesmi, so pa odklonljivi do tovrstnega ravnanja staršev. To naj pa za zgled vsem staršem bo, ki hčerko v klošter silijo. Vse to so vzrok oče in mat, ki če jo greš hčerko v klošter tak, kadar že ve, kadar že zna, kaj je ljubezen fantovska. Otroci so odraščali v družini, zato večina pesmi o njih opisuje znotraj družinska razmerja. No, ena takih
pesmi je tudi ta balada o desetnici, 10 hčerki, ki je sicer tako rekli grofična in ki mora od doma, češ, je razlaga zanimiva. Kaj je le 10, vse mora od desetino iti. To je poreklo tega, da mora 10 otrok proč. Matere so bile stroge do hčera, tukaj so imeli izredno močno vlogo. In hčerke se jih bojijo, pa tudi fantje, izbranci teh hčera, se mater bojijo. Namreč, neka otac zna, da te ljubim, ja, samo ne moj ti majki kazati. Pri vzgoji hčera in izbiri njihovega moža so imele matere pomembno vlogo. Pač pa so ostarele matere, so se pa sinovi utepali in snahe so z njimi grdo ravnale, to je primerna Sveta Jeder. Ljudsko izročilo omenja tudi sina, ki je umoril lastno mater, omenja mater vdovo, ki je v pohlepu po premoženju načrtovala umor svojega sina Verjanka, to vam je vsem znano, umor se izjalovi in žrtev je potem predvideni morilec materi novim rušljivim. Tašče imajo v pesmih negativno vlogo in sicer ponavadi uiskajo sina proti ženi, češ da mu je nezvesta. Pesmi opisujejo uboje v družini, izpovedi pogubljenih duš v peklu in pesmi o spokorjenem grešniku omenjajo umor očeta, matere, brata, sestre. V pesmih so najbolj pretresljivo opisane usode sirot. Krušni starši so do otrok kruti, mačehe celo prispodobno zlobne. Ko dobijo mačehe, poudarjajo motivi, da malemu otroku na mestu, da bi mu dala kruh, daje vodo s kamenjem ali pa način, ki bomo pustilja s trnem, peskom in podobno, tepe ga do krvi. Najbolj znana je tukaj iz tega sklopa zgodba o siroti Jerici, ki je mačeha pekla kruh iz pepela, ga solila s peskom in ji rezala tak tankega, da se vidi skozi njega. Kregala jo je in ko jo česala, jo je grebla do krvi. Motiv mačehe je relativno redek. Gre za primer mačehe, ki je v peklu svetemu Mikuli zaupala, da se je 3-krat vlada omožila in postala mačeha pastorkom, ki jih je izstradala do smrti. Ljudska pesem opisuje tudi razmerje znotraj družine med otroki. Balada o sestrah Zariki in Sončici pripoveduje o sestromoru. Zarika se je poročila s španskim kraljem in ta kralj ji je na Srnju kupil za darilo njeno lastno sestro Sončico, ki so jo kot otroka ugrabili Turki. Zarika je ni spoznala, bila je ljubosumna nad njeno lepoto in je sestro zastopila. Tudi ta odnos brat-sestra je zanimiv. Bratje imajo pri tem odnosu močno vlogo in se čutijo odgovorne za sestro. Tukaj je motiv mlada Zora, ki je ušla s svojim izbrancem, fingirala je smrt s pomočjo korena lečena, no pa sta jo brata našla, jo ugrabila in potem njenega izbranca ubila. Sestra, ki je želela pridobiti fanta, ki se je bal njenega hudega brata, je pa brata, zato da bi pridobila tega ljubega svojega, je mu zavdala in ga ubila. Tudi znan je primer 2 ljubosumnih svatov, ker sta njuna moža tako imela rada svojo sestro, sta ji podvalila ničkoliko grdobi, tako da sta se na koncu brata znesla nad njo. Več je tudi primerov naklonjenosti in nedovolj voljenih simpatij med bratom in sestro. No, en tak, naprimer Marko skače, ta naklonjenost, ne? Pite, jejte, brata konje, ona kralji bratovi konje. Po drugi strani so pa, naprimer, tudi nekateri primeri incestne privlačnosti, ki jo čuti brat do sestre. No, med pesmimi, ki se pojejo ob vesu, deli brat sestri poklone. Oj, sestrica, lepa si mi, bila si bi lepa gliha. Ali, oj, sestrica, preveloga lica, da bi mene Bogom dan obilo, ti bi bila draga, ljuba moja. Potem pesmi omenja tudi konkretne incestne zahteve, do sestre strani brata in če se mu ne vdaje, ubije. Sestrica, draga, je češ zmenoj v greh včiniti, ali češ rajše mrtva biti. Ena od pesmi pa omenja tudi konkretne otroke iz take krvnosklonske zveze. Oj, povej, hčerka moja, s kom si ti noseča, kdo je ljubček tvoj? Ljubček moj je bratec moj. Z odraščanjem so se dekleta in fantje znašli tudi na mamljivih
po teh tveganih poteh ljubezni in zagledanosti. Starši so dekletom preprečevali ljubezen, sinu pa niso dovoljevali nočnega pohajanja. Pesmi omenjajo skrivna srečanja in glasovanja. 15 parov copljev strgu k sem Pojbiču vas hodu. Mamka poštenga gor pobi skozi okno dol. Po predzakonskih izkušnjah deklet poje svatovska. Nevesta se je vdala, zdaj ledik ni več, bo per možu ležala, per pobah neč več. Skratka, to je bilo precej običajno. Redko se omenja starostih zaljubljenih deklet, ki so hodile s fanti. Jaz sem ti dala pušati slep, da sem bila stara 14 let. Zaljubljena nuna, ki si želi samostana, obžaluje, da starši niso dali v samostan pri 7 letih, ampak pri 12, v enem primeru pri 16 oziroma pri 17, ko je že spoznala, kaj je fantovska ljubezen. Mladi ljudje so k temu žrtve vsakdanjih nesreč, ki jih tudi omenjajo pesmi, Micka je žnagoča voda Rotonina, Tle je pokopal seboj voz z drvmi, vsak zasuje 3 dekleta in tako dalje. Za sklepni razmislek lahko vidimo, da pesmi pripovedujejo o raznovrstnih vidikih življenja otrok in mladostnikov v preteklosti. Konkretni dogodek, ki je spodbudil njihov nastanek, je v tradiciji pogosto nekje zabrisan, tako da lahko vidimo v njih predvsem kot rečeno analogije v vsakdanjem življenju, ki pa razkrivajo značilnosti časa in okolja. Revež ostaja revež, otroci in porodnice umirajo, novi starši so do otrok hladni, tašče namajajo snah in obratno, mladi ljudje so nesrečno zaljubljeni. Kaj pa lahko rečemo danes in včeraj, primerjava s sodobnostjo. Otroci tudi danes postajajo bogatstvo, redkih starši jih imajo veliko število, ker je tudi kontracepcija lahko na delu, nekoče niso poznali. Zunaj zakonska nosečnost danes ni več stigmatizirana ali ožigosana, zato tudi detomorov praktično ni. Smrti pri porodu so izjemne, institucija hudobne mačehe je tako odveč. Tašče in snahe si tudi danes pogosto niso naklonjene, razmerja med brati in sestrami niso tako drastična kot v pesemskem izročilu, vendar kot rečeno pesemsko izročilo vzemimo z določeno mero rezerve. Tudi danes so mladi nesrečno zaljubljeni, a si sami izbirajo partnerje.